Povejte mi v bistvu strani vojske, kako se izkažejo ti tabori, v bistvu kako pritegnete mlade na tak način? Mi smo veseli, da je vsako leto večji odziv mladih za ta tabor. To pomeni, da se je Slovenska vojska ukoreninila v sistem Slovenije in da smo dokazali, da smo del prebivalstva, s katerim živimo in kateremu vračamo. In mi smo veseli, da je res takšen odziv za ta tabor in jaz verjamem, da imamo cilje, tako uresničimo mi cilje, kot tudi mladi. Torej, mladi spoznajo, kaj je vojaško življenje. Pa tudi, če se ne odloči potem, da se nam pridruži, je pomembno, da zna spoštovati tisto, kar delajo vojaki, da življenje ni lahko, da je trdo, ampak da pa obstaja neka tovarištvo, kolegijalnost, ki je pa bistvo vsakega sistema. Za nas je pa pomembno to, da s tem promoviramo Slovensko vojsko, kažemo, kaj dela Slovenska vojska, mogoče ne kažemo tistega humanitarne narave, ki pa največ delamo v Sloveniji, kažemo pa tisto pravo naravo reda in discipline vojske takšna, kot mora biti. Po drugi strani pa tudi priložnost za naše nove častnike, ki dobivajo znanja pred odhodom v enoto, ki bo poveljevali vodo od 30 ljudem v enotah. Prej sem slišala oceno nekako 10% se potem od vseh teh odloči tudi za to službovanje. Me pa zelo preseneča, da v bistvu je kar pol moških, pol žensk. In kakšen je pa tako procentualno, koliko žensk se odloči, koliko moških? So kar meje pa med spoloma tukaj že zabrisane? So skoraj, niso pa še v celoti. Mi smo bili v preteklosti vojska, ki je imela zelo veliko deklet v svoji sestavi, nekako 15% se ta procent giblje od 14 do 16%. Danes je pa zanimivo, in včasih so nas vsi čudno gledali, ko smo prišli v tujino, smo rekli, koliko je deklet v vojski. Danes je pa v NATO vojskah ta procent se kar bliža v veliko država 15%. In jaz vedno sem povedal, da vse dekleta do sedaj so odlično opravljala svoje dela in da ni neke razlike med dekleti in fanti. In me veseli, da se tolikšen del deklet tudi odloča za vojaški poklic.